Ok, hej, en quick update, ker sem se liho stavila za iti na WC, tako da bom pravila biti čim bolj hitra. Prvo, a veste, tista bolečina, prej sem dala 170 ali 180 evrov na petrolu in niti do konca poln tank ni. Oh, it hurts. Tiste, ki ste voznice, me razumete. Prekleta vinjeta, mislim, v bistvu sem razmišljala. Hvala Bogu za vinjeto, ker kar se vozim v Zagreb, imam samo do Zagreba pa nazaj 12 evrov mi gre nekaj tazga. In pomislite, jaz toliko, kolikor se vozim po Ljubljani in vse, če bi imeli to, bi bankrotirala letno. Ampak vseeno, na šus dat pa, it hurts. Ok, kaj sem še razmišljala? Druga stvar. Jaz sem zdaj opazila, da Hrvati imajo, veste, ko imamo mi za klicati prvo pomoč in tako zdaj 112, 113 in tako. V Ameriki imajo 911. Prej se je ambulanca peljala mimo mene in imajo oni številko 194. A ni to malo težko, ti pač tam umira že na pol crkne in moraš tikati 194. A ni bolj praktično 112? Pač be thankful for the little things. Mi imamo res tako posimpljeno 112, oni pa 194. Take stvari jaz razmišljam, ko se vozim. Ok, to in radio si nabijam, pa pojem v eno. Ne grem ven. Ok, je dojela. Eno žensko me je čakala, pač vse bi je ful čudno, ko se snemam, tudi meni. Tako da ja, pot je bila dokaj mirna, prehitro sem 1 uro, pač upam, da me bo lahko kaj prej sprejela. V vsakem primeru pa ima Wi-Fi ona in na WC, kar nujno rabim. Tako da ja, se vidimo v ordinaciji. Ok, jaz sem konec že. Po manj kot pol urce, dejansko bom zdaj 2 uri parkirnine nekomu častila, ker that's my specialty. Dejansko kamorkoli prijem, ali sem v Ljubljani ali v Mariboru, zmeri, without a doubt preplačam parkirnino. Ampak vsaj nekomu polepšan dan, tako da vsaj to drugač pa bildan danes mišico. Trafiki so svet ok, dejansko sem prišla zaradi tega, ker se mi je ena zvezdica ta začela premikati, tako sem mogla priti popraviti. Ignorirajmo, kako imam razmetano, ampak med tem, ko se bi kuha kosilo, editiram točno tale vlog, kar ga zdaj gledate. Nom. Ok, mobil mi piska, seveda, isto sekundo, kakor jaz palim kamero, mobil piska. Oh well. Torej, zdaj bom z vami delila nek rant, oziroma kako sem sama sebe ujela, da se ne držim tistega, kar pričam. In sem to delila pol minute nazaj na Instagramu in sem se odločila, hej, v tem vlogu se ful nič ne dogaja, kaj če bi tukaj malo spregovorila. In sicer zdaj cela situacija, malo razložim. Če gledam okoli, je zaradi tega, ker mi ful šajna direkt sonce, če gledam naravnost vas. Torej ja, celotna situacija. Zadnji teden, 2 se dogaja, da dejansko vse karkoli oblečem, kar sem še mesec nazaj z veseljem nosila in mi je bilo prav, mi je ful preveliko ratalo. In zdaj, če me poznate dovolj dobro, veste, 1 leto nazaj bi zbudila cel blok od sreče, bi poklicala vse sorodnike, vse frende, vse po vrsti in jim to povedala, se mi dogaja. Zdaj je pa situacija drugačna. In sicer sem opazila, sem se začela zaradi tega dejansko še bolj šiti počutiti, zato ker vem, da je to, da se ožam, ni rezultat tega, da treniram, da jem zdravo ali karkoli, ampak rezultat tega, da sem ful pod stresom, da sem stalno v laufanju, da sem nervous wreck pretty much in nič zdravega. In ja, sej rezultat bi lahko rekli, jej, super. Drugo, kar sem se pa tudi ujela, kako dejansko nehvaležna sem, kakor sem nekaj leto nazaj bi norela se kaj tazga zgodi, bi bila najbolj navdušen človek na svetu. Zdaj, ko se je to dogajalo, sem stala zdaj pred, tukaj imam obleke, sem stala pred oblekami in začela bulit, ker zdaj grem na ono zadevo, sem začela bulit, kaj bi jaz sploh imela oblečeno, s tem, da v glavi imejte, sem med drugim tudi modna blogerka, imam verjetno malo več oblek, kakor standardno, in sem začela piziti, kako jaz nimam kaj za obleč, kako tisto, kako tretje. To dejansko sama sem se ujela, kako grem proti vsemu, kar jaz govorim. Oblek imam več kot dovolj. Drugo, če me bo nekdo sodil zaradi mojih fucking oblek, kaka sem, kaj je point, kaj sploh delam okoli takih ljudi. Tretje, tja, kamor zdaj grem, njih to vem, da so ful odprte punce, da je ful pozitiva, da jim dol visi, kaka pridem, samo važno je, da pridem, da se podružimo. In četrto, kar je, ko sem opazila, sem dejansko začela ignorirati moje telo, zadnje čase res
ok, vse se trudim, vsaj malo zdravo jest, ampak športam ne, ful premalo spim, ful sem pod stresom in moje telo dejansko vse dela, kar lahko, da jaz sem polna energije, da lahko delam, kar me osrečuje in vse. In jaz se mu zahvalim, tako da se pizdim, zato ker nimam kaj jo zavleč Boga, ker mi ni več prav. Dejansko, to sem zdaj hotela povedati. Lahko ti še ne vem, koliko prebereš, ne vem, koliko vse, pa prija momenti, ko sam sebe ujameš, da ne delaš to, kar govoriš. Ja, no. Ampak, point zgodbe, hvala Bogu, sem lih to pa dela, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Večkrat, ko se tako ujameš, zdaj sem dejansko gotila takoj, ko sem dala ono majico gor, pa se začela pizditi, da sem bila že isto sekundo sama pri sebi, kaj delaš. Sem takoj jo zavestila in sem bila fakt dešit in sem povedala, zakaj sem hvaležna za svoje telo, za to, kar imam za bled, za tisto, za tretje. In sem my frown turned upside down. Recimo, da sem prispela, parkirala sem tako, kakor da v lifeu še ne bi parkirala nikoli bočno. Pač ja, 3/4 avta imam na pločniku. Jej, mi 4 dan goriška tablica, tako se ne počutim slabo, da mislila sem pač z Italije, je to. Zdaj grem peš prav točno do hotela Evrope in se vidimo tam. Redo? Odlično. Še kdo? Jaz tam ne znam. A imaš še kjero? Ok, sem se odločila, da zaključim ta vlog še z enim unboxingom oziroma unbaggingom, ne, kako bi temu rekla. Stvari, ki smo jih dobile na samem srečanju, druženju, kakorkoli bi se temu rekla. Prva stvar, ki jo verjetno vidite, je Maca Coffee Mix. Maca naj bi bila taka zdrava različica kave. Torej, brez kofeina, ampak še zmeri poskrbi za en full boost energije. Jaz sem sprobala jo ali zdaj, ali malo bolj pol, ker dejansko v življenju še make nisem pila. Tako, ko sem navila, pa ni šlo, ker nisem imela mleka doma in sem ga šla včeraj kupila. Tako da ja, upam, da bo dober sicer z vsenim mlekom. Bomo videli, poročam. Druga stvar, ki jo imam kar v roki, ker jo zadnje čase res konstantno nosim, zadnje čase 2 dni, je od Hemp Toucha balzam za ustnice, s konopljo, torej. Naj bi zaščitil in obnavljal, če bo fokusirala. Je Buki prši pogledat. Če bo fokusirala, torej uporabljam ga 2 dni in razen rahlo neprijetnega vonja in čudnega okusa, moram reči, da dejansko ful navlaži. Jaz zjutraj se zmeri, kakor slišite zdaj po glasu, se zbudim z suhimi ustami, suhom grlom cela in zadnji 2 dni sem to uporabljala zvečer in moram reči, da zjutraj so bile ustnice še vedno navlažene. Torej, od Hemp Toucha konopljino mazilo za suho kožo. Kakor veste, jaz nimam suhe kože, tako da sem razmišljala, bi dala kolegici, ki jo ima, da mi pove svoje mnenje, ali pa ji preprosto podarila en izmed vas, ki se obada suho kožo, ker so Hemp Touch izdelki kar dobri. Jaz tu trenutno preizkušam njihovo kremico za masno kožo in ja, bomo videli. Ok, in še zadnja zadeva, kar je še nisem odprla. Je pa šalčka, ja, kao Maka daš malince so gor, kak cute, ja pa daj, to je pa ful lušno. Zdaj vemo, če bom pila svojo kavo in Mako in mogoče celo guaranov, kaki smuti je tudi to dam, vse, ko je cute. Malince, ful vam hvala in za druženje in za tam torto, ki je bila božanska in za ta lep paketek, ful lepo presenečenje. Tako da ja, s tem se pa jaz zdaj poslavljam od tega videa. Če bi si želeli to kremico preizkusiti, mi to prosim sporočite v komentarjih, da vidim, če je interes. Pa sem pa odločila, kjerem kanalu bomo to naredili skozi. Jaz vam želim en zelo lep vikend in se vidimo drugič. Čau, čau!